Dober dan vsem skupaj. Najprej na začetku iskreno opravičilo za kratko zamudo. Bo pa sedaj bolj hitro steklo, verjamem. Skratka, dobrodošli še enkrat, spoštovane kandidatke in spoštovani kandidati in vsi zbrani v tej dvorani, vsi tisti, ki vam je mar, kako boste obkrožili 20. novembra, kako boste se odločili in upam, da vam tudi to pomaga, da se boste bolj tehtno odločili. Sicer pa z nami danes aktualni župan, gospod Peter Dermol, stranka SD. Gospod Jože Hribar, ki tudi ni novinec v takih županskih tekmah, kaj ne? Benjamin Strozak se je tudi potegoval že za to mesto pred 2 letoma. Novinec v politiki, ne pa neznanec v Šaleški dolini in širše, je dr. Milan Medved. In še prodorni novinki, gospa Lidija Črnko. In gospa Lidija Šolinc. In prvo vprašanje, ki se nam postavlja vsem tistim kandidatom, ker letos vas je kar veliko, imate kar bogato izbiro v Velenju, je to, zakaj ste se pravzaprav sploh odločili. Ali je to krivo, da vas preveč stvari v občini moti, ali je krivo morebiti, da so vas pravi ljudje nagovorili, če tako rečem, v navednicah krivo. Pa bomo začeli mogoče z damami, mogoče kar z vami. Dober večer vsem skupaj. Ja, tako je. Mene je v bistvu nagovorilo predvsem moja kandidatura na parlamentarnih volitvah, kjer se je izkazala za kar dobro. Moj volilni rezultat je bil presenetljiv za marsikoga. Potem me je sama stranka predlagala, podpora pa tudi v družini, tako da sem se odločila. Kar nekaj stvari je, ki me moti v mestni občini Velenje oziroma samem delovanju, tako da to tudi naš program. Kaj na primer, na kratko, 3 stvari? V prvi vrsti se me že čudno malo danes kandidati gledajo, ampak ja, zagotovo klientelizem pa nepotizem v občini, ki se vije že dolga desetletja. To je prva stvar. Druga stvar, zdravstvo, zagotovo. Potem je še pa kar nekaj točk, od priseljencev, šolstva, veliko stvari je. Bom še imela danes čas to povedati. Da boste to podrobneje razložili. Dobro. Še druga gospa Lidija Črnko. Vse vas bo slišala, mislim, da. Slišim. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, jaz sem novinka, kot ste že omenili. Moti me veliko stvari. Pravzaprav pa sem se za politiko odločila zato, ker sem v bistvu v pogovoru s prijatelji ugotovila, da Velenje stoji, da se ne razvija, da v bistvu tone v neko mesto duhov. In mislim, da je potrebno proaktivno vstopiti in narediti svoje, kar se lahko naredi. Dobro. Nadaljujemo kar z vami, gospod Benjamin Strozak. Ja, jaz sem se odločil že pred 2 letoma, pravzaprav na nadomestnih volitvah sem poskušal in seveda tudi stranka me je podprla tudi na teh rednih volitvah, da tako rečem. Tu sodelujemo tudi z listo, na katerih je 10 odličnih kandidatov. Kaj me pa moti v Velenju? Jaz kot podjetnik gledam na stvari malo drugače. Predvsem me moti to, da se recimo zapravlja, bom rekel, naš denar iz proračuna za neke projekte, ki so bistveno predragi in pa pravzaprav za Velenje ne toliko, ne bom rekel nepomembni, ampak niso funkcionalni. Zadeva recimo, če kar gremo na Vista Park, 10 milijonov, v končni fazi pa nimamo enega dvigala, kjer bi lahko gibalno ovirane osebe lahko šle gor, ki bi si tudi želeli, ali pa starejši občani, da bi si lahko pogledali to. To je ena zadeva. Druga je vse to lepo narejeno, zgrajeno, vendar so vsi ti prostori prazni. Torej tudi staro Velenje, če pogledamo, je obnovljeno, sicer to ni več staro Velenje, tako sem ga jaz navajen, ker sem staro Velenčana, stanujem tam v krajevni skupnosti. Tako da so pa prostori odlični, ampak prazni brez življenja. In to je tisto, kar je treba podati. Seveda pa tudi, da zdravstvo pa to bomo pa tako verjetno. Še posebej tema, točno tako. Gospod Hribar, tudi vi ste se pred 4 leti podali, ne pa pred 2 letoma. Zakaj, na primer?
Ja, pozdrav vsem skupaj. Ja, 2 leti nazaj sem podprl tegale gospoda na moji desni za župana in tudi jaz sem kriv, da je on zdaj župan, ne. V glavnem, glejte, mene tele besede Kaj pa letos, zakaj ga pa letos ne podprete? bom povedal, če me boste pustili do besede. Izvolite. Evo, z lahkoto. Glejte, mene že moti to, da vsi govorijo, kaj jih moti. Mene nič ne moti. Pač ta oblast, ki je delala po svoji moči, je naredila pač, kaj znajo, ampak mislim, da jim je malo zmanjkalo vizije, energije in da je treba v Velenju spremeniti veliko stvari, ne. Jaz verjamem, da so delali po svoji moči, znanju, ampak večinoma, kot slišimo, niso zadovoljni s tem. Že zato, da kandidira 6 županov, je jasen signal, da nekaj ne štima. Recimo v Slovenj Gradcu so zadovoljni, so dobili bazen, to levo, desno, stanovanja in kandidira samo en župan. Pomeni, da so vsi zadovoljni. Pri nas je pa malo manj zadovoljnih, kar smo tudi slišali. Pa upam, da naslednje 4 leta, da bomo vsi malo bolj zadovoljni, kot smo zdaj. Gospod Medved, še vaše mnenje, zakaj ste vi se odločili za kandidaturo? Ja, hvala lepa in lep pozdrav vsem Velenjčankam in Velenjčanom tu v tej dvorani. Zato, ker je čas za spremembe. In spremembe so v Velenju že prišle. Če tole pogledamo to situacijo, cela SD skupina se je usedla na desno. Zdaj, a to kaj pomeni? Na desno stran dvorane? Jih pa seveda vse lepo pozdravljam, tudi na desni strani, kar nekaj je tu mojih nekdanjih sodelavcev, prijateljev in tako naprej. Rad bi se zahvalil organizatorju ali pa organizatorki, ki me je postavila točno tam, kamor najbolj pašem, na sredino tegale omizja. Namreč jaz sem v svoji karieri bil velikokrat v situacijah, ko je bilo treba povezovati in leve in desne, in to je meni vedno uspevalo. Nekako imam ta feeling, kako lahko povežem ljudi različno misleče. In če mi dovolite še nekaj, čas je za spremembe. Pred malo več kot 60 leti so osnovalci Velenja delali novo vizijo. Danes je Velenje pred tako pomembnimi odločitvami, da potrebuje odločne ljudi in sam sodim med odločne ljudi. Ampak kaj vas moti? Zakaj ste se odločili? Mene predvsem vodi želja, da bi jaz in mladi, da bi še naprej ostajali v Velenju, da se ne bi odseljevali iz Velenja, delo iskali drugje. Zato bi rad prispeval k temu, zato ker je potrebno postaviti novo vizijo o problemih, ki pa tarejo tule nas, Velenjčane in Velenjčanke, bomo pa najbrž še kaj kasneje rekli. Dobro, hvala. Gospod Dermol, za vas malce drugačno vprašanje, ali pač tudi, kaj vas moti, kaj boste spremenili še? Jaz sem pa na naše Velenje izjemno ponosen, zato ker je to srčno mesto, ker tukaj ne pozabljamo, ja tudi na vaše Velenje. Jože, tudi ti si član našega Velenja, tako da z veseljem tudi tebi seveda zahvala za vse tisto, kar prispevaš, ampak ja, ponosen sem na Velenje, zato ker v Velenju živimo odlični ljudje, kreativni ljudje, ki smo v vseh zadnjih desetletjih lahko skupaj soustvarjali zgodbo, smo premagali marsikatero oviro in konec koncev, ko danes pogledamo, slišim, da se ne razvijamo, da ni priložnosti. Poglejte, v zadnjem letu dni šli smo med 100 podnebno nevtralnih mest do leta 2050, na stežaj si odprli vrata za nepovratna sredstva, mnoga nepovratna sredstva. Pred nekaj dnevi smo postali ambasadori, zeleni ambasadori Evropske unije, pa ne za prihodne delo. Ja, prekinem. Mislite, kaj spremeniti v teh 2 letih? Mislim, v 2 letih ste imeli nekaj izkušenj. Več kot 2 leti je naslednji. Ja, 2 leti ste župan že, ne? Zato, ali mislite še kaj spremeniti, vidite še kaj kakšne spremembe ali pa po tem tempu naprej, kot je šlo sedaj? Po razvitosti smo pravzaprav v zgornjem vrhu občin v Sloveniji, sigurno brezposelnost je nizka. Kaj želimo spremeniti? Spremeniti želimo zgolj to, da nadgrajujemo vse tiste vsebine, ki smo jih zastavili, da bomo tudi v prihodnje gradili nova delovna mesta, nova stanovanja, da bomo ustvarjali kvalitetno bivanje in da bomo skrbeli za ranljive skupine ljudi. Vse tisto, kar smo do zdaj počeli,
To bomo počeli tudi v prihodnje, seveda z nekaterimi spremembami na bolje. To vsekakor, kajti vedno znova pred nami so izzivi, ki tarejo neke spremembe in tem spremembam se moramo mi, predvsem pa naša generacija, znati prilagajati. Dobro, hvala. Gospod Medved, repliko ali kako? Ja, prosim. Hvala lepa. V zadnjih letih se v Velenju predvsem veliko poudarka daje videzu, ne pa toliko vsebini. In to pa je problem. Dobro, gremo na drugi. Eno je govoriti o tem, ne, da se Velenje razvija, ampak strukturni podatki kažejo popolnoma drugačno sliko. Leta 2009, lahko citiram tule noter, leta 2009 je bilo Velenje po infrastrukturnem koeficientu na 7. mestu v Sloveniji, zadolženost povprečnega občana je bila okrog 160 evrov na prebivalca, v letu 2021 pa o 5-krat večji zadolženosti je Velenje na 31. mestu. 31. mestu, se pravi, mi smo ves ta razvojni čas porabili za nazadovanje. In še nekaj, marsikdo bo najbrž presenečen, Velenje ni več 5. največje mesto v Sloveniji, ampak je 6. Še Koper nas je prehitel. Tako da tudi na tem področju ne moramo reči, da smo uspešni. Gospod Dermol, odgovor, prosim. Gospod Medved, jaz ne vem, odkot vi črpate te podatke. Jaz vam lahko direktno iz ekonomske fakultete predočim podatke. Mestna občina Velenje je v zadnjih 10 letih po bruto domačem proizvodu najbolj narasla, preko 60%. Smo nad slovenskim povprečjem. V zadnjih 2 letih je BDP na prebivalca zrastel za več kot 20%, samo v Velenju, in smo visoko nad ostalimi mesti, z izjemo mestne občine Ljubljana, zaradi tega, ker ima veliko trgovskih centrov in ker se tudi storitve, ki so v naši občini, štejejo v bruto domači proizvod na ravni Ljubljane. In če želite, letos je ekonomska fakulteta na mojo željo izdelala model izračuna bruto domačega proizvoda, ki jasno izkazuje in potrjuje to. In ta bruto domači proizvod bo na mojo pobudo v kratkem tudi predstavljen celotni slovenski javnosti, ne samo za mestno občino Velenje, tudi za Slovenijo in tudi za vse ostale. Bomo preverili tudi v Večeru te podatke. Tako da se na tem mestu zaključujem debato o BDP-ju in o razvitosti. Bomo preverili in bomo videli, kateri od vaju je imel prav v nadaljevanju v Večeru. Podatki so v vsakem primeru, jaz jih nisem naročil kot v tem primeru, ko pravi sedanji župan, ampak so podatki, ki prikazujejo situacijo za vse občine v Sloveniji. Prav, hvala lepa. Ministrstvo za infrastrukturo je pa Gospod Hribar še ima besedo, ko je še prosil za repliko. Ja, jaz bi sam dodal, da tole obmetavanje za statistiko ne bo nikomu nič pomagalo, ker ljudje navadni, ko gre v trgovino, si s tole statistiko ne morejo čisto nič kupiti. Dobro, hvala lepa. Gremo v drugemu sklopu vprašanj in sicer ta je še vedno malo bolj ogrevalni, čeprav vidim, da vas je že prvo vprašanje čisto dobro razgrelo. In sicer nekatera vas poznamo, nekatera vas ne poznamo tako dobro, zato me zanimajo vaše delovne izkušnje sicer. Gospa Šulinc, morda z vami začnemo. Seveda, lahko. Zadnjih 8 let sem samostojna podjetnica. Nekako me celo življenje nekako v gostinstvo že veže. Sem se sicer izobrazila v smeri organizacije socialne mreže, ampak nisem še do zdaj dobila priložnosti, da bi se lahko izkazala. Sem delala v različnih prostovoljnih projektih, tako da srčno sem to počela, za kar sem se izučila. Kaj pa ste se izučili? Organizator socialne mreže. Tako da zdaj pa več ali manj me veže gostinstvo in trgovina prej. Gospod Hribar, ker morda vi nadaljujete, ste v isti branži nekako. Ja, v bistvu trenutno sem SP, imam 2 lokala gostinska, plus tega imam glasbeno založbo zadnjo leto. Predtem sem bil novinar, delal sem na radiju, delal sem tudi na Vegradu in v Gorenju. To je to. V bistvu upam pa, da bom zdaj naslednje 4 leta župan. Gospa Črnko. Jaz sem specialistka andragogike, tudi po univerzitetni izobrazbi sem univerzitetno diplomiran andragog. Potem sem delala kot učitelj na srednji šoli.
Več kot 20 let delam že v knjižnici Velenje. Ko sem prišla v knjižnico, sem naredila tudi bibliotekarski izpit, kar pomeni, da imam še izobrazbo bibliotekarja. Gospod Strozak, vi imate podjetje? Ja, jaz sem pa Živim. celo življenje že podjetnik, da tako rečem, ne, sem diplomiran inženir tehnologije polimerov, doma se ukvarjamo s plastiko, vmes sem bil tudi 3 leta zaposlen v firmi Orka v Ljubljani, kjer sem bil vodja oddelka za prodajo plastičnih granulatov. Drugače pa saj kot tak podjetnik moram sam skrbeti za sebe, a ne, se moram boriti dnevno na trgu. Imam izkušnje z vodenjem podjetij, tudi sodelovanje z večjimi podjetji. Bil sem tudi generalni zastopnik za firmo Schulman, to je ameriška firma oziroma za Evropo, in pa potem tudi za eno francosko firmo Polymix, ki je pač prodajala granulate. Tako da, kar se tiče podjetništva in vodenja financ in 30 let, a ne, doma smo pa obrtniki že od leta 66. Hvala lepa. No, še preostala 2 kandidata, pa večina nas pozna iz energetskih zgodb, vsak na svojem področju. In tudi, kolikor beremo in kolikor smo nekatere tudi spremljali, ste se tudi vsi nekako srečevali tudi na sodišču. Sicer vaš en primer, gospod Dermol, je bil zato, ker ste podpisali nekaj, kar so pripravili drugi. Ne? Tako nekako. Pa me zanima, kako to zdaj na občini rešujete. Tudi tu vam v bistvu stvari drugi pripravijo, vi pa podpišete. Ja, vedno dokumente drugi podrejeni sodelavke in sodelavci pripravijo. In ja, moje delovanje v Termoelektrarni Šoštanj je bilo zelo aktivno, produktivno in tudi zelo poučno. To, kar sem se tam naučil, pravzaprav je izkušnja, ki bi jo danes še enkrat ponovil. Velikokrat slišim, da sem bil krivdno razrešen zaradi nesposobnosti, pa če me danes date v to okoliščino v tisti čas ali pa sedanji čas, bi isto postopal, kot sem postopal takrat, zato ker sem imel na mizi, da moram preko 100 ljudi odpustiti, pa sem se temu uprl. Imel sem možnost, da dvignem roke, da grem brez kakršnihkoli odgovornosti iz Teša, tega nisem sprejel in sem se rajše boril do konca. Zato vam pravim še enkrat danes, če bi imel to možnost, bi to ponovil. Vse, kar je bilo pa kasneje na sodišču, je bilo pa meni v prid razsojeno in to, da nekdo meni očital, da sem jaz preveč pomagal sindikatu v neki energetski družbi, to samo govori o tem, kakšen človek sem in da vedno sem dajal družbeno odgovornost pred kakršnekoli osebne, pa tudi tiste gospodarske ali ekonomske interese. Gospod Medved, tudi za vas smo brali, imate pa res zelo močno ekipo tukaj, ne? Tudi za vas smo brali zelo podobne zgodbe. Dobro, vse to ni bil zdaj znak, da morate ponoviti, ampak za vas smo brali zelo podobne zgodbe zelo v minulem času. Tudi vi ste nekaj podpisali, kar so pripravili drugi in so bile posledice tu. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Želel sem si ga, da imam priliko pojasniti stvari, za katere se govori in piše neutemeljeno ali pa čist napačnega zornega kota. Ampak dovolite mi vsaj, naj povem, kje se je začela moja delovna kariera. Na mestnem bazenu v Velenju. Ko sem bil star 12 let, sem kot osnovnošolec poleti, da bi zaslužil nekaj denarja, pobiral smeti in prodajal karte. Tega mestnega bazena zdaj ni več, ampak mi ga bomo nazaj postavili, če bom jaz župan, pa če bo moja lista imela dovolj glasov v mestnem svetu. No, kar se pa tega tiče, bo pa marsikdo najbrž presenečen. Jaz sem kot direktor premogovnika podpisal pogodbo za najem zemljišča z mestno občino Velenje, v kateri smo plačali zemljišče za 15 let za energetske rastline. To pomeni projekt, ki so ga hodili gledati od vse posod, ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Reprezentančen projekt je bil. Ker premogovnik ni imel pravega zemljišča, smo ga najeli od občine Velenje. Ne bom cele zgodbe zdaj razlagal, ne se bat, ampak premogovnik je dobil to odškodnino plačano, občina Velenje je dobila plačano vse od premogovnika in vsi so lepo zadovoljni na tem projektu, samo po meni se zaradi tega projekta zliva gnojnica, pa neupravičeno. Namreč, jaz sem naredil korist menda po tej sodbi,
ki zame še ni zaključena, zato ker je v Bruslju pred Evropskim sodiščem. Jaz sem naredil korist občini Velenje, ne nekomu privat. In ste imeli še kdaj kje kakega kandidata za župana, ki je naredil korist za svojo občino, pa je bil za to kaznovan? Skratka, oba torej same dobre izkušnje v teh prejšnjih službah. Morda še samo, če se še tukaj pri vas še malo ustavimo, zaradi tega, ker je pač premogovnik Velenje trenutno v zelo krizni situaciji in mnogi tudi malce napeljujejo, da zaradi tega, ker ste že pred leti zagotavljali, da bo cena premoga lahko 2,25 evra za gigajoule energije, pa to nikoli praktično ne dosega, še celo z višjo ceno, zdaj to ne. No ja, zdaj v teh časih, o teh cenah govoriti je seveda popolnoma drugače. Ampak vi še vedno pravite v vašem programu, da bo lignit cenovno dostopen. Ta cena 2,25 je bila postavljena leta 2006. Vsak, ki ima kolikor toliko ekonomskega znanja, ve, da ne more danes biti 2,25 evra za gigajoule. Danes je nekdo pripravljen za uvoženi premog v Velenju plačati 5-krat večjo ceno, kot jo plačujejo premogovniku Velenje. To je nonsens. Takrat je premogovnik Velenje podprl projekt bloka 6 v mojem času. No? Podprl projekt bloka 6 zato, ker smo videli 40 let nadaljnega dela za rudarje. Premoga je dovolj, še danes ga je več kot 100 milijonov ton odkopnih zalog. Ampak kako do njega? To pa je zdaj. Kako do njega je pa tako, ne? Zadnjih 5 let, 6, 7 je bil premogovnik nekako načrtno zaustavljen v svojem razvoju. Dobesedno je bil potisnjen na kolena. Zmanjšanje investicij, brez razvojnih sredstev, ob tem nenormalno hitrem zniževanju stroškov so bili prisiljeni tudi v predčasno upokojevanje strokovnjakov, ki jih danes ni možno dobiti kar tako na trgu. In to je bila napaka. Tudi sam se strinjam, da je danes premogovnik v tem času je pravzaprav nesposoben nakopati večjo proizvodno premoga od 2,5 milijona ton. Ampak, a si predstavljate, da sem jaz bil pred 10 leti direktor tega premogovnika, pa je imel proizvodno večjo od 4 milijone ton. In kaj se je v tem času zgodilo? Nekateri sicer zdaj govorijo o pritiskih pa globinah, ampak to smo mi ves čas vedeli. Na premogovniku Velenje so v zadnjih 40 letih samo 3 ljudje bili tehnični direktorji premogovnika, ki razpolagajo in vodijo način razvoj odkopne fronte, gibanje odkopov in tako naprej. Ne, to ni vprašanje za direktorja, ker direktor ne izbira odkopnih pol. Ampak tudi to danes za mene ni stanje za obup. Ta začasni uvoz premoga je sedaj nujen, seveda pod pogojem, da bo premogovnik Velenje ta uvoznik, ne da bojo neki trgovci se s tem igrali. Potem v letu ali največ 2 pa je potrebno usposobiti premogovnik za naslednjih 20-30 let dela. Najlepša hvala. Bomo še... Ste doma v premogovni regiji, zato moramo vprašati še tudi naslednje kandidate oziroma vse ostale. Kako pa gledate vi ostali na uvoz premoga? To je bilo včasih bogokletno reči v tej dolini, kako pa danes? Mogoče gospod Črnko. Uvoz premoga je pravzaprav nujnost. Mi premoga nimamo. Nazadnje je bil, se spomnite, predsednik vlade v Velenju si je ogledal, kakšna je zaloga premoga, bil je zgrožen, rekel je, uvoz normalno mi rabimo. Energetska kriza je in danes se mi moramo ogreti, zimo moramo preživeti. Gospod Strozak, vi pa se menda spomnite tudi teh obljub, da uvoza premoga ne bo. Ja, jaz se spomnim vse, kajti v tistem času, ko se je pripravljal TEŠ 6, jaz bil tudi mestni svetnik. Tako da takrat je tudi gospod Medved kot direktor in gospod Žerdin in vsi so nam zatrjevali, da je to TEŠ 6 in premogovnik, to je do naslednjih do 2050 let, brez problema bo to vse delalo in delovalo. Seveda, način, na kakšen način so se tega lotili, strokovnjaki, da rečem temu, je pa drugačen. Zakaj je zdaj problem? Seveda, če se je TEŠ podražil iz 650 milijonov, koliko so nam takrat predstavili, da bo stal, na 1,4 milijarde. To pomeni, sami veste, ekonomija, da ne zdrži potem. Tudi premog.
Ja, Ja. kako pa gledate na uvožen premog? No? To me zdaj Ja, na uvožen predem gledam, seveda, v primeru, da nimamo kaj druga, bomo morali tudi to. Namreč jaz še vedno trdim, tudi danes sem že enkrat povedal, da lahko v premogovnik ne bomo zapirali, dokler je noter premog. Vsaj to je moje mnenje. Ne? In dokler imamo TEŠ 6, to smo pa rekli, da je življenjska doba TEŠ 6 do nekje 250 in da je tudi nekje v tem stilu tudi premoga za ta čas. Tako da mislim, da premogovnik ni treba zapirati, je pa seveda potrebno narediti strokovnjake, dati spet noter, da spet naredijo to, kakor je so včasih bilo, da je bil izkop tak. prav. Hvala lepa. Še druga gospa Lidija Šolinc. Tako je, jaz kot nestrokovnjak bom težko rekla karkoli, v bistvu je tako. Jaz si čisto kot laik predstavljam to tako številke, statistika je eno, realna slika je drugo. Kar se tiče samega premogovnika, jaz se pogovarjam z ljudmi, z delavci, ki vsakodnevno hodijo v jamo in mi zagotavljajo, da odkop ni več tako varen, kot je bil. Jaz mislim, da tukaj v nekih številkah govoriti je brezpredmetno. Treba je proučiti, mogoče, ne vem, zdaj v tem primeru bi zaupala stroki, čeprav v zadnjih letih nisem, ampak ja, treba je proučiti, treba je videti. Zdaj, kar se tiče uvoza premoga, okolikor je potrebno, mi moramo gledati na to, ne, da bomo nekako shodili tole krizo, ki se zdaj dogaja. Tako da tudi šestka oziroma sama termoelektrarna je tukaj, treba jo izkoristiti do konca, kakorkoli bo. Pa nihče ne govori, jaz slišim tudi, da je v izgradnji v bistvu, da se 7K misli tudi graditi. Tako da tudi o tem nič ne govorimo, nič ne vemo. Tako da jaz upam, da bomo čim dlje ostali samooskrbni, da bomo neodvisni, kar se tega tiče. Prav, hvala lepa. Gospod Dermol. Hvala lepa. Vaše mnenje? Zdaj, kar se tiče premogovnika Velenje, jaz mislim, da sem tule za tem omizjem edini, ki sem se zadnja leta izpostavljal tako za pravice zaposlenih, kot tudi za strategijo za izstop iz premoga po načelih pravičnega prihoda. Ste na tem mestu, ja, da to lahko. Ja, ampak tudi drugače, tudi sicer, z izjemo sindikatov. To, da je pravzaprav 2 meseca nazaj sem v javnost podal svoje mišljenje, kar se tiče stanja v premogu, pa so me direktorji premogovnika Velenje demantirali. Čez en teden so dali v javnost točno tisto, kar sem jaz povedal. In to me boli. Boli me to, da nimajo toliko moškosti, da pridejo pred javnost in da povedo, zakaj je premogovnik v taki situaciji in da ne rešujejo preko takih težav potem Povejte svoje vi, ker stroške. vam so Sem pa povedali. proti uvozu, to sem že večkrat povedal in tale uvoz premoga zelo stisnjenimi zobmi spremljamo. To tudi iskreno povem. In zato sem tudi oblikoval civilni nadzor, da bo spremljal in zahtevam pravzaprav za vsako tono, ki bo prepeljana in ki bo pokurjena, da imamo informacije in da seveda lahko mi te informacije tudi dajemo. In gre pa tukaj za kratkoročno ukrep in pričakujem, da se bomo tega, kar sem se tudi osebno s predsednikom vlade dogovoril, da se bomo tega tudi striktno držali. Gospod Hribar, potem pa bi boste še vi besedo. Ja, hvala za aplavz. Ja, jaz bi rekel, ne, jaz kot mestni svetnik sem tudi sam dajal moralno podporo rudarjem, ampak kaj več od tega pa ne morem. Saj v bistvu jaz si tudi ne predstavljam, kdo bi v Ljubljani vprašal župana Velenja, kaj si misli on o uvozu premoga, o tem. Saj v bistvu nas noben ne upošteva. Ne. In zato jaz mislim, da se tu 15 minut v isti temi pogovarjamo, se župan nekega vpliva močnega na to nima. Ne. Mi bi se zdaj mogli pogovarjati o naši viziji, pogovarjamo se pa o rudarjenju. Ne. Pa glede varnosti bom povedal, ne. Moj oče delal v rudniku, je imel 6 nesreč v 5 letih jamskih. Ne. Zdaj pa mogoče en udar na leto, da v bistvu rudnik je vseeno bolj varen, kot je pa bil recimo v 80 letih. Dobro, gospa Črnko, potem gospod Dermol, pa še gospod Medved. Jaz bi Jedrnako. gospodu Dermolu, namreč on je zadnji 2 leti bil plačan za to, da je o tem govoril in delal. Drugo pa, ustanavljal je iniciativni odbor, v bistvu neko družbo, domačo, ne vem, klub, v bistvu za nalogo, ki je on dolžan opravljati po 21. členu o zakonu o lokalni samoupravi. Gospod Dermol. Ja, ne vem, kakšen klub sem jaz ustanavljal, to bi me zelo zanimalo Mislim, da slišati. misli ta civilni nadzor ali kako? Ja. Civilni nadzor, to je bil stvar dogovora med mano in vašim predsednikom, vaše stranke, stranke Gibanja Svoboda. Če ne verjamete, ga lahko vprašate.
kakšen je bil dogovor in tega, kar smo se dogovorila, smo se tudi jaz iz svoje strani držal. Ne pričakujte, da bo župan stal na deponiji premoga in spremljal, koliko premoga bo uvoženega in na kakšen način bo deportiran do termoelektrarne Šoštanj, na kakšen način se bo kuril. Hočem pa povedati to, da so izjave, tudi kar je gospod Hribar, saj se veliko slišim, velikokrat strinjam, ne? Župan nima prevelikega vpliva. Saj lahko smo tih, pa se sprijaznimo s tem, da nimamo vpliva, pa ničesar ne bomo dosegli. Ampak če ne bi bili mi aktivni, tako pri sami strategiji, tudi v primeru Gorenja v preteklosti, marsikaj bi bilo drugače. Veliko več bi bilo odpuščenih, veliko v slabšem okolju bi živeli, ne bi bilo takšne družbene odgovornosti. In jaz si želim, da bi se časi, ki so bili tudi mogoče takrat, ko je bil gospod Medved seveda direktor, ko je konec koncev bila nekoliko višja družbena odgovornost, da bi se ta družbena odgovornost vrnila. Zato, ker samo na takšen način lahko delujemo kot nek ekosistem, ki bomo tvorno sodelovali in reševali tudi take akutne probleme, za katere mogoče župan res ni pristojen. Gospod Medved. No, zdaj smo pa pravzaprav prišli do vašega prvega vprašanja, ki mi je bilo postavljeno. Zakaj sem se jaz odločil? Jaz smatram, da je bil glas vodilne strukture občinske v tem času, ko so rudnik zatirali, omejevali, bistveno premalo čut. Ker premalo se je zavzemati, treba je izpeljati. Jaz garantiram, da bom kot župan občine Velenje naredil vse, kar je v moji moči, da bojo naše ambicije, naše želje, naše zahteve tudi uresničene. In poglejte, jaz prihajam iz tiste generacije, pa je tule še kar nekaj, ki smo absolutno proti uvozu premoga. Ker ta uvoz je nepotreben, ker je še vedno na razpolago več kot 100 milijonov ton odkopnega premoga, odkopnih zalog premoga. Ni potreben. Ampak danes smo v taki situaciji, da tudi sam smatram, da je pa nujen za 2 leti. Potem pa usposobiti premogovnik. In dovolite mi, da še to povem. Slovenija zadnjih 10 let ni imela energetske strategije, elektroenergetske strategije. Ni imela, pa ni noben nič rekel okrog tega. Zdaj jo je pa spet začela dobivati. Pred enim mesecem je bila ena velika konferenca največjih strokovnjakov slovenskih. Dobro, omejimo se bolj na lokalno raven, prosim. Ker najbrž pol ne bomo več govorili o tem. Da povem to. Ugotovili so, da je druga nuklearka v Krškem nujna. In če to vzamemo v zakup, potem ni realno pričakovati zapiranja premogovnika in Teša pred začetkom obratovanja te nuklearke. Nekateri sicer pravijo, da je to možno 2035, ampak jaz jim pravim, da so to pa res izrazito optimisti. Dobro, ampak ne vas na tem mestu, zdaj ste pa vi mene izvali. Do takrat bo premogovnik deloval, premoga je pa dovolj. Ampak kako boste vi to državno raven prepričali? Kako? Kako boste državno raven prepričali? No, z državo se nikakor ne bomo kregali, pa tudi s sosednjimi občinami se ne bomo prepirali. Ampak država je določila 2033, trenutno še ni nič spremenila. Ne, država je to v prejšnjem sklicu določila, zdajle prihajajo v energetiko ljudje na vseh področjih, na najvišje položaje, v katere imam pa jaz osebno zaupanje. Dobro jih kadrujejo, ker so zdaj prišli dobri strokovnjaki na vodilna mesta v slovenski energetiki, ne pa neki finančni guruji in umetniki z finančnega področja, ko jih energetika ni zanimala. Jaz vidim zdaj svetlo prihodnost za Šaleško dolino. Dobro, hvala. Nadaljevali bomo z ogrevanjem. To je spet povezano s premogom, kakorkoli obrnemo, in to tudi je naloga župana, tudi če malo zavijete z očmi, gospod Hribar, ker dvomim, da bi država vam zdaj sama uredila nadomestno ogrevanje. Gospod Dermol, vi že vidite, oziroma na lastni koži ste izkusili, da to ni kar tako enostavno. Našli ste neke rešitve, kombinacije. Kje smo zdaj pri tem? Pa sami ste tudi ugotovili, da brez pomoči države, Evropske unije, pač brez sredstev ne bo šlo. Ja, zaenkrat smo še na premogu, gremo pa naprej s tako imenovanim zelenim prehodom. Ne glede na to, to je potrebno poudariti, kdaj se bo dejansko izstop iz premoga zgodil, ne želimo biti na koncu dneva stisnjeni v kot in konec koncev z naslednjim letom se odpre tako imenovani GTF mehanizem, v okviru katerega lahko seveda počrpamo nepovratna sredstva za tako imenovano zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Najprej pa moramo... Pa bo to dovolj?
tega, kar bo, pridem tudi do financ, ampak tega ne bo dovolj. Konec konca gre za zeleno preobrazbo približno 120-130 milijonov evrov v naslednji finančni perspektivi iz naslova GTF-a v Ministrstvo za infrastrukturo približno 18 milijonov evrov plus 10 milijonov evrov je nerazporejenih sredstev. Ta sredstva so dovolj za tako imenovano prvo fazo. Prva faza pa zajema najprej, da se uredi toplotno omrežje za delovanje oziroma obratovanje na nizkotemperaturnem režimu. To pomeni, da moramo približno 250 toplotnih postaj preoblikovati oziroma predelati na nizkotemperaturni režim. Približno 7 km toplovodnega omrežja je potrebno izolacijsko obnoviti, da bomo zmanjšali izgube. 6 km ga je najbolj kritičnega tukaj pod pravzaprav temi največjimi naselji znotraj urbanega naselja. Skratka, ja, kaj pa potem? In ko to naredimo, bomo približno za 20.000 megavatnih ur zmanjšali porabo toplotne energije. To pomeni, da bomo približno 500.000 evrov na leto lahko privarčevali z naslova nakupa CO2 kuponov. Potem pa sledi, oziroma že kar takoj naslednjo leto sledi tudi priprava projektne dokumentacije in izbira poslovnega modela za postavitev sončne toplarne. Približno 10 hektarjev zemljišča bomo v prvi fazi uporabili za to in pa postavitev tudi toplotne črpalke na centralni čistilni napravi za odpadno vodo, v okviru katerega bomo tudi zagotovili dodatno toploto. To je ta prva faza, v kateri pričakujemo, da bo v naslednjem mandatu seveda tudi uspešno zaključena in da bomo skoraj da večji del letnega režima toplotne oskrbe imeli tudi pokrito. V vmesnem času, to se bo pa naslednjem letu odprlo, poteka aktivna razprava o tem skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in z Evropsko komisijo pa z energetskimi družbami. Ali gremo v svoj sistem kurjenja nekega odpadka, lahko je to biomasa, lahko da bo kaj drugega, ki bi ga umestili znotraj mestne občine Velenje. Mi se pa bolj zavzemamo, da ohranjamo energetsko lokacijo na območju termoelektrarne Šoštanj in vkolikor bomo seveda v tem partnerskem odnosu uspešni, bomo seveda izkoristili to energetsko lokacijo in to postrojenje in v okviru te energetske lokacije zagotovili kurjenje, še enkrat, ali pa termične obdelave neke vrste odpadka tudi za zimski režim oskrbe s toplotno energijo. Gospod Hribar, kako bi pa vi rešili ogrevanje in toplo vodo doline? Ja, jaz na te zadeve malo bolj široko gledam. Zime so vsako leto bolj tople in zdaj mene nekaj druga zanima. Nihče ne govori o tem, da bi imeli v Velenju končno centralno klimatsko napravo, ki tam že ena stoji, ampak bolj slabo deluje. Poletja smo videli letos, da so vroča, zime so vedno bolj mile, mi se pa ukvarjamo s tem, da nas ne bo zeblo, a poleti so ljudje umirali zaradi vročine. Da je treba na te zadeve malo bolj široko gledati, ker se vidi, da se segreva ozračje, da bo te ljudi prej počasi začeti hladiti, ko ogrevati. Dobro, bomo šli še kar naprej po vrsti, gospa Lidija Šelinc, da vas koga ne izpustim. Kar se tiče ogrevanja, jaz mislim, da zaenkrat je treba izkoristiti termoelektrarno Šoštanj za naprej. Lejte, v tem kratkem času nisem mogla predelati vseh zadev. Se trudim, sem sama, nimam Če se potem samo osredotočimo na to, kar je gospod Dermož zdaj na koncu rekel, se pravi tudi nekak lasten sistem sežiga odpadkov ali kakorkoli že nekakršnega sežiga nečesa, kar se je dolina predtem odtepala. Tako. Tudi sama sem mnenja, recimo zdaj nekako se bomo mogli zagotoviti. Tudi sam sežig, malo sem se pogovarjala z ljudmi, so, ki ga podpirajo, pa so tisti, ki ga ne podpirajo. Ampak jaz pravim, že zdaj neke stvari se žigajo. Sami smo priča temu. Mogoče, če bo to naredito bolj na legalen način, bo pač, sej bojo študije, pa bojo strokovnjaki, pa bojo čistilne naprave druge in to je to. Mi moramo ohraniti neodvisnost. Zdaj pa sploh v tem času, ne moramo na nek plin računati, to je v prvi vrsti. Dobro, hvala. Gospod Medved? Ja, zdaj takole več misli imamo okrog tega, ampak naj najprej tole rečem. Vse to, kar zdaj napovedujejo okrog prehoda na obnovljive vire, bo prineslo dražjo energijo katerekoli vrste za porabnika. Pa naj bo to električna ali toplotna. In še nekaj, jaz sem dolgo v tej energetiki. Videl sem že strašen velik napovedi, kako bomo zmanjševali porabo. Do zdaj se še ni
v 30 letih niti enkrat to zgodilo pri nobenem viru. Vsi viri, potreba po njih raste in tudi pri toploti bo tako. Ampak Zdaj, kako rešiti kar se dolin? prehoda, kar se financiranja iz tega pravičnega prehoda tiče, to pa mislim, da je najbolj neposrečen izraz, kar si ga je nekdo mogel izmisliti. Res. Že, ampak kako bi vi rešili? To mi prosim povejte, se bom povedal. kar ste daj jedrnato. Pravičen prehod, da ti v isto malho siliš Zasavje in pa Šaleško dolino, oni se že 20 let zapirajo, so do zdaj porabili milijardo evrov. Šaleška dolina se še ni začela zapirati, pa ji obljubljajo 100 milijonov za zapiranje in tako naprej. To bi bil, mislim, to ni pravičen prehod. Kar se tiče zamenjave vira za komunalno ogrevanje, je pa to. Čim prej potrebujemo zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje s to definirano letnico. In potem bomo mi videli, koliko intenzivno moramo iti v obnovljive vire, da nas ne bo glava bolela zaradi cen energentov za ta segment. Dobro, hvala. Gospa Lidija Črnko. Zeleni prehod vemo, da se mora zgoditi ne zaradi zakonov, ne zaradi Evrope, zaradi nobenega drugega, ampak predvsem zaradi narave same. Ljudje znamo biti zelo dvolični, kadar govorimo o naravi, o trajnostnem, o zdravem, pa istočasno o denarja, ki bi ga za to pa namenili. Predvsem moramo paziti na občane, na posameznike, na individualne potrošnike, na hiše, na vsako hišo ne gre fotovoltaika. Vsak si ne bo mogel tega privoščiti. Ena izmed možnosti je seveda to zadružništvo, da vsej 25% proizvedene energije damo nekako v zadružništvo. Drugo je, da posameznikom, individualnim porabnikom pomagamo pri svetovanju, ustanovimo energetsko pisarno, jim pomagamo do subvencij, predvsem jim pomagamo ne samo do subvencij ekosklada, ampak iz občinskih subvencij. In to za vse, ne samo za tiste, ki so na daljinskem ogrevanju. Kako bi pa daljinski sistem rešili? Daljinski sistem bomo mogli rešiti, se pravi, eno je za večje porabnike, drugo za manjše. Verjetno bomo tukaj uporabili degradirana območja, fotovoltaika, večja elektrarna, potem pa večja toplotna črpalka, govora je tudi voda, zrak na jezeru, v glavnem več je možnosti. Mislim pa, da je prav, da tukaj strokovnjaki svoje naredijo in povejo ljudje, ki pa tukaj živimo, pa odločimo, ali gremo v to ali ne. Gospod Strozak, še vi? Ja, meni pravzaprav nič druga ni ostalo, kot da rečem, da se bomo greli na atomsko energijo, ker ostalo so že vsi moji prihodniki povedali. Ampak jaz mislim, da seveda daljinsko ogrevanje... Se lahko tudi strinjate? Ja, seveda, sej načelno se strinjam z tem, ker je treba iti na zeleni prehod, treba je obnovljive vire energije dobiti in je treba tu seveda, jaz mislim, da za obnovljive vire imamo pogoje. Namreč imamo tudi ogromno streh. Jaz sem proti temu, da se recimo, dokler ni zadnja streha v javnih zavodov vsaj pokritih, pa vseh teh tovarnih streh, ki jih imamo, da ni pokrita z fotovoltaiko, da se ne gre v naravo in se tam postavlja neke elektrarne. Tako da mislim, da tu imamo kar nekaj možnosti, seveda obnovljivi viri so, ampak jaz upam si trditi, da še vedno bo premogovnik delal vsaj tja do 2040-2050. V tem času bomo pa seveda najdli tudi rešitev, ker mogoče še danes niti ne poznamo, kajti tehnologija gre zelo velikimi skoki naprej, tudi okoli ogrevanja, tudi vodik ni izključen, da bi lahko ga koristili za te namene. Skratka, vsekakor moramo pa obdržati daljinsko ogrevanje, predvsem zaradi čistoče zraka in zaradi ohranjanja narave. Najlepša hvala tudi vam. Sicer pa prehajamo sedaj na novi sklop in na novo temo, ta pa bo najverjetneje bolj zanimiva za vse kandidate, in sicer zdravstvo. S tem imate v občini zadnje čase kar precej težav. Že na nadomestnih volitvah je bila debata tudi na to temo, na temo zdravstva, torej kako to izboljšati,
ampak videti je, da nismo še nikamor oziroma niste še nikamor daleč prišli. Gospod Hribar, pa kar vi začnite. Ja, super, hvala za besedo. Ja, gledajte, meni ljudje veliko komentarjev devajo zaradi zdravstva, posebej v nedeljah ni parkrat že bilo dežurnega zdravnika in je to težava, ne. In kako bi to župan lahko rešil? Na Pa to se župan ima osredotočite, veliko vzvodov. prosim. Jaz kot župan bi pozval gospoda direktorja, da pospravi kufre pa gre. Nimamo tukaj, gledajte, če si nesposoben, zdaj že 2 leti, 3 leta razkazuje svojo nesposobnost na škodo nas vseh. In kot župan je treba udariti po mizi pa reči, dosti je bilo tvojih eksperimentov, pa ti to nekam nazaj delati v Slovenjgrad. Skratka, kratka rešitev, torej z vaše strani. Gospod Dermol, kaj boste pa vi rekli? Ja, mi z direktorjem zdravstvenega doma smo imeli kar nekaj razprav na to temo. Seveda ne želim javno polemizirati z njegovim priimkom in o tem, odkot prihaja. Je pa res, v zadnjem obdobju se je preveč ali pa zelo veliko negativne energije pojavilo okoli zdravstvenega doma Velenje, v nekem manjšem deležu upravičeno, v velikem delu pa tudi neupravičeno. Ampak zato so si krivi tudi v vodstvu zdravstvenega doma. Zakaj? Ampak zakaj mislite, da zdravniki odhajajo iz tega? Zdravniki odhajajo in tudi prihajajo. To sem danes že enkrat govoril, ne. Zdaj vidimo samo tiste, ki odhajajo, ne vidimo pa tiste, ki prihajajo. To je potrebno iskreno povedati. Tako da Se v redu, kar nadaljujte. Tako da tukaj ni glih tega enačaja, tako kot ste ga predstavili. Dejstvo je, da je v mestni občini Velenje ali pa v Velenju zdravstvena oskrba na zelo visokem nivoju, če primerjaš z ostalimi občinami. Ja, poglejte malo ostale občine, kako imajo, potem pa lahko tole. Kar nadaljujte, gospod Dermol, brez. Primerjajte, najprej strokovno preverite, potem pa lahko na takšen način demantirate. Hočem povedati, na visokem nivoju, glede na stanje, ki je zdravstvo in stanju, ki so pravzaprav tudi v ostalih zdravstvenih domovih. Imamo neke vrste nadstandard, jaz sem osebno jezen na to besedo, ko mi nekdo reče, da izvajamo nadstandard, ampak ga dejansko ga sofinanciramo dežurno zobozdravstveno ambulanto oziroma financiramo delovno terapijo na domu, nadomestno ambulanto. Z vsemi temi ukrepi ima vsak občan, in to mi zagotavljajo v zdravstvenem domu, dostopnega zdravnika, kadarkoli pride. Zgodilo se pa je 2-krat, da dežurnega zdravnika zaradi višje sile, predvsem zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra, ni bilo tam. Dobro, v redu, prav, gospod Če lahko Dermol. zaključim, namesto tega, da bi zdravstveni dom šel pojasniti, kaj se je dejansko zgodilo, da bi začel ustvarjati zaupanje med javnostjo in zdravstvenim domom, je bil tiho in tega ni niti želel pojasniti. In to je pa tisto, kar sem tudi jaz osebno pravzaprav želel oziroma pričakoval, in to pričakovanje sem jasno tudi povedal vodstvu zdravstvenega doma. Ali boste začeli ustvarjati zaupanje med zdravstveno oskrbo. In če ne bodo, če vas ne bo poslušal, Če ne kaj bo, boste potem bom storili? tudi javno povedal takoj po volitvah, kaj si mislim. Ne želim pa danes, pred nisem Hvala lepa, direktorja gospod. razčistil do konca, javno se do tega opredeljevati. Gospod Strozak, tudi vi se boste spomnili, da smo pred 2 letoma ravno o zdravstvu govorili na soočenju. Ja, res je. Govorili smo o zdravstvu in točno to se še lahko danes pogovarjamo isto, kajti v 2 letih se ni spremenilo ni popolnoma nič. Šla je zadeva na slabše. Meni nihče ne bo rekel, da zdravnik, ki zapusti zdravstveni dom Velenje in gre v sosednjo občino v Mozirje, a ne, da gre tja zaradi večje plače in zaradi boljših pogojev. Strinjam se z županom, da imamo v Velenju dobre pogoje, vendar, če so odnosi v kolektivu porušeni, potem ti ne pomagajo še tako dobri pogoji, ker ljudje ne radi hodijo potem v službo. In predvsem odnosi so pa stvar vodstva. In v tem primeru jaz zdaj v 2 letih še nisem čul od župana, da bi karkoli kritiziral zdravstveni dom, razen tega, da ga skozi hvali. Kar se meni zdi malo čudno. Vi bi pa naredili kaj? Seveda, res. Treba je vodstvo zamenjati in potem ustvariti nove pogoje in nove
se pravi, odnose med ljudmi popraviti, kar se da popraviti in narediti odnose take, da ljudje hodijo z veseljem v službo. Namreč to je najbolj pomembno. Jaz kot podjetnik vem, da če pride delavec meni v službo slabe volje, pa da je neki, ne vem, tudi da ima doma probleme ali pa karkoli, kje pa da bi imel šele v službi. Skratka, v vrhu je težava, če V vrhu je težava in je Dobro, treba to prav. narediti, ker Hvala lepa. ostalo imamo. Gospod Medved? No, kar se zdravstva tiče, jaz vam obljubim, če bom jaz, ko bom jaz župan Mestne občine Velenje, ne bom pred javnostjo govoril, da se ne morem dogovoriti z enim direktorjem nekega zavoda ali neke ustanove. Ne bom, zato ker to je ključna naloga župana, da organizira delo v celotni občinski strukturi tako, da je učinkovito. Zdaj, malo me je zmotilo tudi prej, ne vem, če ste vi to zaznali, ampak gospod Dermol je zraven rekel, saj vemo, odkot prihaja ali nekaj podobnega. Jaz vem, odkot prihaja. Ni iz Velenja, vozi se iz Slovenj Gradca ali odkot iz Raven. Ko bom jaz župan občine Velenje, bodo ključne vodstvene funkcije v rokah Velenjčank in Velenjčanov, zato ker imamo dovolj sposobnih ljudi. Gospa Lidija Šeminc? Res je, vsekakor se strinjam, naše zdravstvo je rak rana. Kar se našega mesta tiče, sploh ko govorimo v nujni medicinski pomoči, to, da se lahko zgodi v mestu s 33.000 prebivalci, da imamo mi zaprto dežurno ambulanto, en dan zaprta, naslednjo nedeljo potem se zgodi, da nimamo prevozov. Jaz sem se sama osebno na gospoda Dermola enkrat obrnila. V bistvu je bilo to na pozivu na omrežjih. Še danes nisem dobila odgovora na to, ker sem tudi, ne samo to, če bi človek prebral tisti moj post, bi lahko marsikaj videl noter, tudi sam zdravnik, nekdo se je tam oglasil. Kje je rešitev po vašem? Kje je rešitev po vašem? Ja, jaz mislim, da so res škarje, da ima v rokah ta trenutek gospod Dermol in mora udariti po mizi. To ne more to biti, absolutno ne. Jaz mislim, da on postavlja ljudi na načela teh služb in tukaj je potrebno, ja. Prav, hvala lepa. Še gospa Lidija Črnko. Zdravstveni dom Velenje je javni zavod. Javni zavod ima svet zavoda. Kdo sestavlja svet zavoda? Kateri ljudje so tam? Zakaj se odnosi ne porešijo? Nad svetom zavoda pa še vedno bdi župan. Se pravi, odgovornost je jasna, vloga posameznika v tej verigi jasna, ne vem, kaj se sploh še sprašujemo. Dobro, prav, hvala lepa. Replika. Ja, gledajte, kot župani boste morali poznati svoje pristojnosti, drugače pa lahko kršimo zakonodajo in delamo vse počres, tako kot ste očitno nekateri navajeni. Nikoli od mene niste slišali, da sem hvalil direktorja družbe oziroma javnega zavoda. Vedno sem pa hvalil strokoven pristop vseh zaposlenih, zato ker vem, da so 20 do 30% preobremenjeni, 20 do 30% pacientov več sprejmejo in jih obravnavajo, kot bi drugače bil normativ. To je prvo. Zakaj ne hodijo z veseljem v službo? Poglejte socialna omrežja, to je tisto, kar sem prej govoril. Po socialnih omrežjih lahko vsakdo napiše nekaj čez neko zdravstveno osebje. Posledica je ta, da ta zdravnik pride zjutraj v službo, pogleda še mogoče socialno omrežje, ne vem, kako bi se vi počutili, če bi vsakodnevno o tem o vas pisali. In zato je tukaj treba ustvarjati zaupanje. Zato sem jaz na vodstvo zdravstvenega doma, da ne demantira tudi tistega, kar je na socialnih omrežjih, čeprav se jim zdi brez veze. Pa še to, sestava sveta zavoda. 7 članov sveta zavoda je, 2 člana imenuje Mestna občina Velenje, ne župan. Gospa. Prosim. Dobro. Ne, tole bom zaključil, prosim. Ker zdaj je bilo toliko. 7-članski, 2 člana imenuje svet mestne občine, 2 člana oziroma enega člana imenuje občina Šoštanj, enega člana občina Šmartno ob Paki, 2 sta zaposlena in eden je iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In to je potrebno vedeti. Jaz lahko grem danes, pa javno povem, da ne zaupam več temu direktorju, a se bo realiziralo ali ne, morajo biti ustvarjeni pogoji za to. Sami ste povedali, da se pogovarjate z njim, mogoče je pač tudi zato tako sklepala, ampak še naprej še ena replika. Poglejte, to ni nič osebnega. Gospod Dermol bi lahko rekel, da sva prijatelja.
ne gre nič na njegov račun, ampak funkcija. Če rečeš stališča župana, da bi kršil zakonodajo, če bi kaj tu posredoval, potem je to podobno, kot če rečeš, da Vinskogorski klanc, ki je največja sramota slovenskih cest, je pa v naši dolini, da je to stvar države. Ja pa saj smo mi tudi državljani. Državljani in občina more tu aktivno vlogo igrati, tako tudi pri zdravstvenem domu. Dobro, hvala. Na kratko, gospod Dermol, če ste na kratko. Jaz govorim o splošnih zadevah, da ne morete pričakovati, da bo župan zdaj šel, pa bo, ne vem, mimo zakonodaje odločal o nekaterih stvareh. Dobro, to pa ste prej Kot je gospa povedali. Črnko povedala, imamo svet zavoda, imamo odgovorne ljudi Tako, in to pa če ste tega povedali, ne rešijo, Dermol. potem so znane posledice. Ampak zato se mora sistem poskrbeti. Župan Na je pa tisti, ki kratko, lahko gospod sistem sproži. Strozak. No, jaz bi pa vprašal, če je svet zavoda, ima verjetno vodja sveta zavoda, ne, a je ta svet zavoda kdaj se vprašal oziroma karkoli dal kdaj na točko dnevnega reda vodstvo zdravstvenega doma in njegovo delovanje, konkretno direktorja. To me zanima. Če je bilo kdaj na kjerkoli točki, kdaj to obravnavamo. Če je tako fajni, potem ni bilo, če je pa slab, potem bi pa moglo biti. Se pravi, da je nekaj narobe v zdravstvenem domu. Prav, hvala lepa. Bomo zaključili s to debato in se bomo prestavili na neko bolj luštno temo, vsaj običajno imamo vsi radi turizem. In je pa tudi tukaj ena takšna, to sem opazila, da imate v vaših teh predvolilnih oziroma v vaših planih, načrtih, programih. Večinoma vsi omenjate turizem, se pa tudi kar nekaj vas obregne ob Visto. Mogoče gospod Hribar, vi ste jo omenjali, zakaj vas moti Vista, kaj bi vi spremenili pri Visti? Ja, gledajte, moti. Vista ni končana, ne, to je težava. To je objekt, po mojem videnju, nedokončan. Nima, recimo, ima tam nek razgledni stolp, ki pa ni dosegljiv invalidom. Ne. Tam bi moglo biti kakšno dvigalo, invalidi gor ne morejo. Ne. Potem za glasbene prireditve, jaz sem se s tem veliko ukvarjal, je neprimeren, zato ker za glasbenikom mora biti stena, ne more biti to na prepihu. Vse se je izkazalo na 2 koncertih, ko je padel dež, da je to vse elektriko ven vrglo, da so tudi izvajalci bili ogroženi. Vista je tu, zdaj porušiti jo ne moramo, lahko zamenjamo tista 2 mastodonta, kar jih jaz obvezno bom, ne, ker mi gre ta res na živce. Ampak Visto je pa treba končati. Zdaj, če je bila namenjena prireditvam, naj bojo tudi tam prireditve. In zdaj v bistvu za 2 koncerta na leto smo dali 10 milijonov evrov. To je pa malo too much. No, to bi lahko 2krat Rolling Stonesi špilali. Dobro. Gospod Strozak, vi ste tudi omenjali, se mi zdi, v vašem programu. Ja, seveda, z Visto sem jaz že pred 2 letoma imel debato, a ne, da rečem v Visti, ne. To, kar je že Jože povedal, ne, da me moti, da pri 10-milijonski investiciji se ni najdlo 40 000 evrov za eno dvigalo, za gibalno ovirane in starejše, kajti tisti klanc je zelo strm, če gre gor, tudi če so stopnice so zelo nerodne, da tako rečem. Drugo, ni nareto za prireditve, če si nekdo človek predstavlja, da bi tu naj bil park oziroma koncert za 30 000 ljudi, ne, kje bodo, na tistih hribčkih bojo stali, eni bojo gledali nazaj, pa v hrbet, pa tako naprej, skratka, jaz si ne predstavljam 30 000 ljudi tam. Že stari Rimljani so vedeli, ko so arene naredili, a ne, kako mora biti postavljen oder in kako mora biti postavljena tribune okoli, se pravi ovalno proti odru, a ne. To je ena zadeva, druga ni primerna za to, kar je že Jože povedal, tudi odzadaj mora biti zaprto, ni z mix mize recimo nareto in nič. Še pred 2 letoma sem jaz rekel, da bi bilo potrebno kupiti recimo zraven kamp, ne. Torej, da greš delati nek objekt, pa se ne pozanimaš okoli oziroma ne kupiš, čeprav si imel ponujeno, ker predkupno pravico za kamp, ni bil. Takrat bi dali občina 450 000 evrov za njega, a ne, sedaj ga je kupil privatnik za milijon. Zakaj ne bi občina imela 600 000, recimo, ne vem, v proračunu? To je ena zadeva, skratka. Pri Visti smo, se bomo zdaj še tukaj malo... Aha, Ja. v redu. No, vse ste povezali, ampak vseeno. Gospa Črnko. Vista še potrebuje nekaj denarja, to je jasno. Za invalide ne vem, na kak način smo sploh to pozabili.
treba je to urediti in se tudi konec koncev dogovoriti, zakaj jo bomo sploh uporabljali. Bom pa rekla, da bi bilo dobro, ker pač že stoji, ne bomo rušili objekta, seveda ne, saj konec koncev lepa, jo nekako povezati v eno drugo zgodbo, a ne, v eno turistično zgodbo in narediti iz tega kot ostale objekte, ki nam bojo ostali prazni, predvsem so tu objekti, ki so bili do zdaj namenjeni premogovništvu in iz tega graditi zgodbo o turizmu. Gospod Medved. Ja, projekt Vista je pravzaprav projekt, ki, to sem zaznal v razgovorih z občani in občankami, zelo deli mnenje v Velenju. Jih je nekaj, ki ta projekt podpirajo, kar precej jih pa je, ki smatrajo, da ta projekt ni dober, da ni na pravem mestu in predvsem, da ni učinkovit. Zdaj, sam osebno imam pa stališče naslednje. Ta objekt je tu in kot župan občine Velenje bom naredil vse, da bo dobil pravo vsebino. V ta namen bomo formirali skupino strokovnjakov, bomo riskirali par 10 tisoč evrov za to, da bomo naredili koncept vsebinske prenove tega objekta. Vendar pred vsebinsko prenovo rabimo še pa dve stvari. Jaz nisem strokovnjak za prireditve, ampak rad pa prisluhnem, ker vedo več od mene o teh zadevah. Treba ga je tehnološko opremiti, da bo sposoben, da bo Vista primerna za prireditve in pa infrastrukturo, zato ker parkiranje pri takem objektu, kjer pričakuješ 30 tisoč ljudi, parkirišče je pa na zelenici, ki je v prvem dežju blatna, se mi ne zdi primerno. Tako da infrastrukturo je tudi treba urediti. Hvala lepa. Lidija. Ja, jaz se kar strinjam z mojimi predhodniki, se pravi, v prvi vrsti je treba Visto dokončati in odpraviti vse nepravilnosti, ki so se tam zgodile. Se pa sprašujem, ne vem, zakaj, če smo jo naredili, pa smo zdaj gledali Pikin festival spet v samem mestu. Ne vem, treba je te prireditve tja predstaviti. Mislim, da je že zdaj bila za to. Smo pa ponosni, da jo imamo. Vsekakor smo ponosni, je pa treba to narediti, no. Gospod Dermol, zdaj pa so vam kar istočnice dane, ne? Kar nekaj istočnic me pa veseli, da večinoma teh se pa zelo radi slikajo na Visti, ne, in zelo radi potem objavljajo tudi na socialnih omrežjih. Vista je večnamenski prostor, to je prvo potrebno povedati. Projektirala se je leta nazaj, ne bi jaz danes razpravljal, ker je bilo neodgovorno tudi do preteklih, bom rekel tudi do pokojnega župana in do vseh ostalih, zakaj je Vista na takšen način sprojektirana in zakaj je takšna. Takšno smo naredili in strinjam se, prvo leto je pokazalo, da so nekatere pomanjkljivosti. Predvsem o tem, kar so sogovorniki povedali, se strinjam in to seveda tudi sprejmemo. Tega se zavedamo zdaj že zadnjo leto. Težava, ki je, da so tukaj zadaj evropska sredstva in da neposredno, brez soglasja Evrope, v takšen prostor oziroma takšen objekt ne smeš posegati 5 let. Po 5 letih pravzaprav lahko obljubim, zagotovim, da bo takoj tudi stalo dvigalo za invalide. Do takrat, če ne bo soglasja, če bo pa soglasje prej, bomo pa že prej za to poskrbeli. Tega se zavedamo. Zakaj ni Pikinga festivala na tem območju? Je zato, ker smo se enostavno odločili. Tržne dejavnosti se bodo odvijale na Pikin, na Visti, v Starem Velenju, netržne dejavnosti, ki jih sami organiziramo, bomo imeli znotraj mestnega središča. In to je poanta. In kaj je zdaj izziv? Izziv je predvsem to, da mi nadgradimo Pikin festival v tržnem smislu, da tudi tržne vsebine damo na samo Visto in na takšen način postopamo tudi pri ostalih objektih oziroma dogodkih. Pa še to, v zadnjem letu smo organizirali približno 40 dogodkov na sami Visti, preko 44 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Lahko pogledate, kje vse je bila Vista omenjena. Odličen prostor, odlično izhodišče, se pa strinjam, nekatere pomanjkljivosti, ki so, jih bo potrebno odpraviti. Prav, hvala lepa. Kratka replika, smo menda še malo dolgi že. Če bomo mi prevzeli oblast v občini na teh volitvah, bo že letos pred koncem leta na Visti okrog nje Pikina božična vas. Prav, hvala lepa. Gremo še na eno malo bolj zanimivo področje, zanimivo bolj za te, mogoče res bolj gostilniške debate, ampak vseeno. Osebno premoženje, to je običajno osebna stvar posameznika, ne pa če si
politik hkrati. Zato smo vas v Večeru že poprosili za te podatke in smo jih že tudi objavili. Predvsem pa izstopata iz te razpredelnice dva. Gospod Dermol pa gospod Medved. Nekdo, ki ima, pa nekdo, ki nima nič. No? Ampak se mi zdi, da glede na to, da ste tudi vi bili na zelo odgovornih položajih, je nekako nenavadno, da nimate premoženja. Zakaj ga nimate? No, to sploh ni nič nenavadnega. Ne. In hvala lepa za takšno vprašanje. Namreč v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, po svetu je zelo veliko ljudi, ki imajo premoženje, pa tudi zelo veliko ljudi, ki ga nimajo pisanega na sebe. Ne. Vam bom povedal, zakaj pa ni pisano na vas? pa je to taka zelo osebna stvar, bi rekel, stvar naše družine, ampak jo bom vseeno tu razkril. Kakor želite. Jaz sem videl večkrat, pa tudi tule prisotni so marsikdaj videli, kaj se zgodi potem, ko se nekdo poslovi z tega sveta, pa se potomci začnejo pripirati okrog zadev. No, mogoče je vam to smešno, ne? Pa dovolite, da povem do konca. Jaz imam izjemno lepo, dobro družino. Takrat, ko sem jaz odhajal s premogovnika Velenje, teh zadnjih 10 let je bilo to najtežjih 10 let v mojem življenju. Zato, ker sem prenašal bremena, nič kriv, nič dolžen, pa sem vseeno nastavil hrbet, ampak moja družina mi je bila pri tem ves čas v absolutno podporo. In ko takrat tisto leto 2014 sem jaz naredil en velik rez v svojem življenju in sem realiziral eno svojo večletno namero, ne? Da ne bom jaz čakal ali da bo nekdo čakal, da se jaz poslovim, jaz sem to razdelil takrat, ko so otroci v najbolj sposobnih letih najbolj aktivni. Zdaj, nekdo misli drugače, ampak to je moja osebna bila odločitev. Ni bilo nobenega kakšnega bojazni zaradi sodnih procesov, kar je pa tudi velikokrat praksa, da ljudje prepišejo premoženje. Niti približno, namreč takrat je premogovnik Velenje je takrat naročil, po mojem odhodu naročil izredno revizijo 5-letnega poslovanja podjetja Premogovnik Velenje in vseh hčerinskih podjetij. Ernst & Young, resna revizijska hiša, je to pregledala, več kot 600 milijonov evrov pogodb je bilo podpisanih, pa niso našli niti ene napake, niti ene osnove za tožbo. Jaz sem namreč bil 300%, da moji sodelavci dobro delajo in dobro smo delali. Ni bilo napake. Zato, da so pa mene kompromitirali, ker če hočeš biti všečen v Ljubljani, ne smeš misliti svojo glavo, so si pa izmislili tole pogodbo z občino Velenje. Pa prosim vas, občinsko priznanje bi mogel zaradi tega pogodbe dobiti. Dobro. Gospod Dermol, kakšen je pa vaš razlog, tudi vi nimate tam, ko stanujete, tistega premoženja, nimate pisanega na vas? V bistvu imam kredit, to ste verjetno opazili, ne? Na sebe. Ja, žena je, jaz podedoval še nisem kaj, čeprav imam starša tamle, pa upam, da počasi bo kaj, tako da, ko sva se ženo na nek način združila, ko sva se tudi poročila, je ona imela za sabo tudi premoženje, tako imenovano stanovanje, pa tudi del hiše in takrat sva se tudi odločila oziroma skupaj sva se na nek način dorekla, da glede na to, da je tudi garantira za samo nepremičnino, da bo tudi celoten objekt oziroma hiša, ki smo jo kupila, pripisan oziroma pisan na njo. Je pa res, tako kot sem povedal, imam pa seveda kredite, obveznosti, tako da so tu nekaj... Pa tudi kar nekaj prihrankov. Prosim? Pa tudi kar nekaj prihrankov, v primerjavi z ostalimi kandidati, mislim. Prihranki so, neki so, lahko povem, 70 000 evrov skupnih prihrankov z ženo, z vsem tistim, kar je bilo že prej podedovanega in kar sem konec koncev tudi v vseh teh letih zaslužil, tako kot direktor v družbi Termoelektrarne Šoštanj, pa seveda tudi, bom rekel, v tem obdobju, ko sem na mestni občini Velenje. Ni pa to nek prihranek, s katerim bi lahko, glede na obveznosti, ki jih imam, seveda mirno živel danes. Izpostavila sem dva, če želi še kdo od vas kaj dodati, izpostavila sem pač tista najbolj očitna. Kjer ima 20 milijonov. Dobro, potem pa gremo naprej, ker smo še kar malo dolgi.
Bi vas pa samo še, smo že skoraj pri koncu, bi pa vas malo vprašala, kako ocenjujete to kampanjo? Nekako od zunaj je videti, da se to leto, da gre kar za res, da ste kar zelo zagrabili, medtem ko je pretekla leta bilo bolj videti, da določeni kandidirajo bolj za to, da dobijo nekaj več svetniških mest. Se pa medtem že tudi kaj zasledi, predvsem na družbenih omrežjih. Naprimer, vi, gospod Hribar, ste omenili dogodek z gospodom Medvedom, češ da vas je prosil, da odstopite od kandidature. Kako je to bilo? Predlagal? No, boste povedala, boste razložila, kako je bilo s tem. Predlagal je, ampak gledajte, zakaj pa ne? Šla smo na kavo in predstavil svojo idejo, jaz sem ga pa lepo zavrnil, pa sem mu dal za kavo. V bistvu nimam jaz proti nobenemu kandidatu kot človeku nič, lahko samo rečem, da so vsi v redu. Ne, res, kot ljudje so vsi v redu, pustimo funkcije, to so pa zdaj druge zadeve. Ampak drugače pa predlagam, da vsakmu dajmo malo glasov, da bo drugi krog. Gospod Medved, če vi pojasnite to. No, zdaj morate čuti pa drugo plat medalje. Tako. Midva se prej nismo poznala, čeprav moram reči, da sem ga kar parkrat spremljal na VTV-ju in je imel za mene take zelo pametne ideje. Pametno je govoril o občini Velenje. No, resnica je pa ta, da ko smo se midva to srečali, on meni začel razlagati, pa sej jaz sploh nočem biti župan. In to še on zdaj ponavlja. A je tako? Res? Kako je zdaj s tem, gospod Hribar? Na to ga nisem jaz prosil, pa sem rekel, pa zakaj pa potem kandidiraš? Pa ne kandidirati. A je rekel, ne, to pa bom vseeno, ker delam promocijo sam sebi. Gospod Hribar? Ja, res je, gledajte, mi imamo mlado stranko, delamo za Velenje, naše Velenje in takole smo medijsko izpostavljeni, da oglašujemo naše ideje. Če bi kandidirali samo za mestni svet, nas pa ne bi noben niti povohal. Sam za to. Dobro, prav, hvala lepa. Pa še, sam to S tem imam eno vprašanje še za vas, gospod Medved, ker vi ste pa ravno tudi na Facebooku komentirali, vas so pa zmotili plakati, ki jih razpošilja SD. Ja. Če lahko to razložite. Kar nekaj je tega. Se pravi, tole mislite po krajevnih skupnostih. Tako, ki pa ste nekako komentirali, je to zdaj občinsko delo ali strankarsko delo? Ne, to pa ni moj komentar, ampak so me ljudje s terena, so me na to upozorili. Namreč na teh vabilih, ki jih razpošilja stranka SD, ki podpira kandidata gospoda Drmola, mislim za kandidata za župana, piše, kaj vse so naredili, ne? In potem spodaj ne piše proračun mestne občine Velenje, ampak piše SD. Jaz nisem bil do zdaj v politiki, pa sem se sem se dal podučiti in so mi povedali, da SD ne more financirati ceste v Cerkovce, da je to najbrž občinski proračun naredil. Ampak tudi to me ne bi motilo, namreč v Velenju je pa kar nekaj kritičnih točk, kot je tistole križišče pri Pikadiliju, pa ceste, ki pokajo, pa zdaj trava raste po sredini asfalta po Velenju, pa me zanima, če je tudi za to SD kriv. Bomo še sedaj gotovo, da na to temo pa imate tudi vi sami kakšne komentarje, gospod Stroza, kako vi ocenjujete to kampanjo, kateri ste sedaj priča in ali morda tudi vi kandidirate iz istega razloga kot gospod Hribar? Ne, jaz ne kandidiram iz istega razloga kot gospod Hribar, ne rabim promocije, nimam gostilne, malo heca, ampak pogledajte. No, jaz bi dodal, da jaz spustno ne rabim promocije za gostilno, ko mi ful laufa. Gre za to, da kandidiramo verjetno vsi trije tule vseh 6 zato, ker si želimo sprememb. Sprememb na bolje. In to je tisto, kar je recimo moje vodilo. Jaz kot podjetnik vem, da ne morem ustvarjati oziroma da bom, ne vem, kupil stroj za 100.000 mark in potem ali pa evrov in bo potem stroj stal tam na miro in ne bom nič delal z njim. In to se v Velenju s tem proračunom dela. To, kar pa recimo sama kampanja, jaz sem skočil v kampanjo takrat, ko je potrebno skočiti v kampanjo, se pravi 30 dni prej, smo dali plakate, narediti vse, redno spremljamo porabo, katero nimamo neomejenih sredstev kot nekateri, in tudi okoli tega bi bilo fino vedeti, kaj gre. Je pa res tako, kot je gospod Medved rekel, ni vse naredila SD. Imeli smo pred časom že eno kampanjo, veliko jumbo
plakatu, da je vse ena stranka v Sloveniji naredila. Ne. V Velenju je podobno, ne, samo z druge strani. Dobro, hvala lepa. Gospod Dermol, mogoče zdaj trenutek za vas. Ja, saj imate odgovor, ne. Vse, kar je slabo, je kriv SD in župan, kar je pa dobrega, so pa vsi drugi zahvalni za to, ne. Saj to je dejstvo. Tako pač poteka. Marsikaj od tega je bilo danes slišati, zakaj vse smo krivi, se pravi, tisto, kar je pa dobro, se pa ne bi smelo izpostaviti. Jaz sem pa vesel in ponosen, da sem imel svetniško skupino Socialnih demokratov za sabo v tem dvoletnem mandatu, da sem imel tudi starejšo populacijo, da sem imel tudi Levico, da je pravzaprav bila koalicija, ki je podpirala vse te dobre projekte. In če ne bi Socialni demokrati dvignili roke pri sprejemanju proračuna in za vse te projekte, teh projektov ne bi bilo. To je potrebno pa jasno in glasno povedati. Pa še to, vsak občan lahko sodeluje pri pripravi proračuna s svojimi sugestijami, s svojimi idejami, ampak nažalost teh sugestij, teh idej, teh predlogov ni bilo. Tako da ne vem, komu drugemu naj pripišemo te zasluge, kot seveda koaliciji v mestnem svetu. Dobro, hvala lepa. Samo trenutek, še gospa Lidija in še dve Lidiji, potem pa čas za kratke replike. Izvolite. V bistvu jaz kot čista novinka na tem področju so me kar dosti dolgo rabili prepričevati, da sem se podala v ta boj. Tudi jaz, mogoče tule se je malo smešno slišalo, sem na Jožetovi strani. Mi tudi želimo v prvi vrsti preboj, ker imam toliko dobrih kandidatov okoli sebe za župana, da bi jaz zelo težko parirala njim. Ne, zdaj v tem trenutku pravim za župana, velikih je tule zraven mene, tako da jaz mislim, da še nisem dorasla temu, ampak bom pa se borila, to pa je dejstvo. Ja, hvala za iskrenost. In še gospa Lidija Črnko. Jaz sem se odločila pravzaprav zaradi odgovornosti. Res je, da si želimo na boljš, res je, da si želimo sprememb. Če ne bomo sami delali, ne bo verjetno do tega prišlo. O kampanji bi pa rada povedala, da se strašno zabavam in če bo še naprej toliko dobro, ko je bilo danes, z veseljem še naprej sodelujem. Dobro, hvala lepa. Gospod Medved, ja, vi ste želeli repliko. Hvala lepa. Zdaj za tole debato pravzaprav ste pa kar en mal vi krivi, ne, vi osebno, ker ste nas provocirali, da govorimo samo o problemih, ker če bi se hvali s tem, kar je dobrega bilo narejeno, bi bilo dolgočasno. Ampak, naj tule pa zelo lepo... Pa cilj je, da grejo stvari na bolje, kaj ne? Ni vse narobe, kar je bilo narejeno, niti približno. Marsikaj je bilo dobrega narejenega. Marsikaj bi pa lahko bolje naredili in zato je čas za spremembe. Gospod Strozak. No, malo vetra mi je vzel iz jader Milan. Isto sem mislil povedati. Tudi vmes, če ste poslušali, sem povedal, da imamo lepe prostore, imamo lepe objekte, ampak ni vsebine, ni življenja. To je tisto, kar moramo spremeniti. In pa tudi predvsem, ko jaz gledam proračun, pa na hierarko pogledaš, vidiš, kakšne stvari se dogajajo, kaj plačujemo vse, tu se mi zdi, da bi se dalo z istimi sredstvi narediti veliko več in veliko bolje in predvsem bolj kvalitetno. Že sami vidim, če že visto, ko smo prej omenili, na otvoritvi se je vsulo dol, pa je teklo iz strehe dol, mislim vmes. Tako da pač kvaliteta ni. Ne vem, zakaj imamo vedno čas trikrat popravljati, nikoli pa narediti prvič dober. Hvala lepa. Še replika, gospod Hribar? Ja, jaz bi samo še povedal na koncu, res, da nimam neke ambicije, da bi bil župan, ampak če bojo ljudje me izvoli, se bom pa bom se pa pač podredil volji ljudstva, ja, in je to to. Dobro. Gospod Dermol? Ja, sam to vse lepo je, bom rekel, sedeti takole za mizo pa modrovati, kaj bi bilo dobro, kaj bi se lahko dobro naredilo, kaj slabo, to lahko seveda zna vsak. Potrebno je iti pa na teren. Jaz sem pa ponosen, da sem bil 2 leti na terenu, da sem bil vsakodnevno med ljudmi, po krajevnih skupnostih, po mestnih četrteh, da sem organiziral generacijski forum, ki je bil prepoznan kot sistem dobre prakse sodelovanja z javnosti na ravni Evropske unije in da sem neposredno od ljudi dobival pobude, vse tiste izzive, s katerimi se soočajo in smo to umeščali v proračun. In na to sem ponosen in lahko povem... Prej ste rekli, da ste od stranke SD dobivali pobude, niste samo... Ne, stranka SD je podprla projekte, o tem sem govoril. Brez podpore teh projektov na svetu ne bi bilo realizacije teh projektov. Te projekte
pa predlagajo ljudje na različne načine in tukaj sem izjemno ponosen in se tudi zahvaljujem vsem tistim, tudi tistim, ki so kritični do mene, bili včasih, da so dajali svoje pobude in svoje ideje. Dobro, hvala lepa. Zdaj ste že imeli, gospod Strozak, boste pa še zdaj na koncu vsi imeli možnost na kratko povedati, to pa res samo za zaključek, kakšen župan boste, če boste. Gospod Hribar. Ja, jaz, če bom župan, bom ljudski župan, odprt, dostopen in pošten. Gospod Ermol. Tudi. Ja, mislim, da moj moto pove vse, srce in energija, pravzaprav je to tisto, kar nosim v sebe, srčnost, da ne bom pozabil na ljudi, da ne bom nikogar puščal ob strani in pa seveda energijo, ki je nujno potrebna za to, da lahko vsakodnevno, pravzaprav 24 ur na dan delaš v dobrobit te skupnosti. Gospa Šulinc. Jaz pa zase lahko rečem, ko bom prehodila dovolj stopnic, da bom enkrat prišla do te točke, bom v prvi vrsti zagotovo ljudska, ker me celo življenje že zaznamuje čudo so ljudi, sploh tistih na robu, tako da bom glasnik tistih vseh. Prav, hvala lepa. Gospod Medved. Ko govorimo o napredku in bodočnosti, vse prevečkrat mislimo in govorimo samo o mladih. Jaz bom kot župan poskrbel, da bomo mislili tudi na starejše, še starejše in najstarejše, ker je to naša dolžnost. Kot župan mestne občine Velenje bom pa župan vseh občank in občanov Velenja, ne samo ene ali druge strani. To obljubljam. In pa čas je za spremembe. Gospa Lidija Črnko. Jaz bi zase rekla še enkrat odgovorna in pa predvsem povezovalna do vseh, od mladih do starejših, do slehernega občana v tej dolini. Hvala lepa. In še gospod Strozak. No, ko bom jaz župan, bom tudi seveda deloval v korist vseh občanov, spoštoval bom proračun in spoštoval bom denar, ki ga ti občani namenjajo za proračun. To pomeni, da bojo investicije vodene veliko bolj pregledno in veliko bolj natančno in veliko bolj kvalitetno. Upoštevali bomo želje občanov in zavzel bom tudi za participativni proračun, kjer bojo lahko občani s svojimi idejami udejanjali želje in da jim bomo omogočili vse tisto, kar si želijo. Prav. Najlepša hvala vsem, obema kandidatkoma in vsem 4 kandidatom in hvala tudi vam za pozornost, da ste bili z nami, tudi za navijače seveda. In želim vam, da se boste 20. novembra tudi morebiti ravno zaradi tega soočenja pametno odločili. Določena dejstva, ki smo jih danes tukaj slišali, bomo po večeru še preverili in objavili v naslednjih številkah večera. Hvala lepa in lahko noč. Hvala lepa.